večer, da ste prišli. Odprti razstave in govor s gospodom Krištofom, seveda gospod Krištof Zupet, lepo pozdravljeni. Hvala, da ste tukaj z nami, da boste podelili nekaj vaše ustvarjalnosti tudi nam, da bomo lahko občudovali in slišali tudi iz vaših ust. Jaz sem bolj poznal vašega brata, sem vam že prej povedal, Janeza Zupeta, ki je živel v Lipavi, prevajalec, prišel tudi na moje duhovniško posvečenje in novo mašo, posebno sem se poznala. Dobrodošli in zdravljen v naši jezuitski župniji. Tako, zdaj bi pa predal besedo kar Sergeju, ki bo vodil v tem pogovoru. Ja, gospod Zupet, lepo pozdravljeni, še v mojem imenu. Hvala, da ste se tukaj odzvali v vabilu, da smo lahko postavili vašo razstavo in da bomo lahko imeli en pogovor z vami. Tako pa sem malo bral vaše dnevnike, namreč ste tudi zelo dejaven pri dnevniški literaturi, pišete refleksije o umetnosti, ste mnogo več kot samo slikar. Lahko bi rekli, da je pravzaprav vaše življenje zaznamovano z enim velikim hrepenenjem po lepoti, ki je svet tolikokrat ne more dati, za katero je svet tolikokrat gluh. In se mi zdi, da te slike, ta izbor slik, na poseben način priča o tem, kako ste v vašem življenju lepoto iskali. Križa ni na začetku zaobsegalo vse vaše življenjsko iskanje. Trpljenje Kristusa, Boga, ki se je ponižal in postal človek, trpel za človeka, kar je bila za Juda in Grka čisto nedojemljiva ideja, je zaznamoval vaše življenje globoko. Potem portreti. Portret je glavna zvrst vašega slikarstva in je mnogo več kot samo upodobitev neke osebe. Je predvsem izraz njene notranjosti, kakor se kaže skozi vse te pretanjene barve človeškega obličja. Na koncu par polju, več kot 10 let, ste preživeli v kliniki za živčne bolezni. V vašem življenju se kaže, skozi kaj mora umetnik o svoji poklicanosti, k lepoti, k harmoniji, da postane njen zvesti služabnik. Vi ste to zdržali, ohranili ste svojo poklicanost. Zdaj smo veseli, da ste danes z nami, da lahko delite del te vaše bogate izkušnje. Pa bi mogoče še vas prosil za kakšno besedo o teh slikah, teh 8 slikah, ki so tukaj razstavljeni. Ja, lepo vas pozdravljam. Na razstavah sem zmeraj ganjen, ker pravzaprav mi ni za neke zunanje veščine. Nekje se poglabljam skozi pri slikarstvu v človeški obraz. Največ. In potrditi človeka, ga sprejeti s simpatijo, ko pride na stav sedeti, je ena izjemna priložnost, da se človek izkaže kot sotovariš ali pa sobrat, ker nisem iskal nekih napak v človeku, ki jih imam sam preveč, ampak sem iskal neposrednost, da nisem nikoli teorijam zapadal v slikarstvu, ki so vse preplavljali svet tudi v današnjem času. In vidite, da so vse te teorije skoraj čisti javole. Vse te teorije so pravzaprav samo neko zgrajevanje nekih novih pojmov, ki pa pri vsem tem napredku, ki ga imamo v tehniki, nima nobene moči, da bi človeka v srčno skoncentriralo za tisto podobo, ki jo srcu nos, ki jo čutimo
z bližino, če imamo prijatelja, če imamo starše, če imamo otroke, če imamo družico. Tako da ogovor je morda bolj slab. Nisem govorc, skušal sem povedati, da samo po resničnih barvah lahko ugotavljam, da sem sam živ, ker barvna mešanica mora biti živa. Je lahko krepka, je lahko zelo ekstremna, ampak mora biti živa. Če mešanica ni živa, je slika umetniško delo, nikoli. Je mrtvo, je samo nek začasen okras. Medtem ko stari mojstri, ki so z veščino in z podobno angažiranostjo slikali, so nam ustvarili čisto neizbresljiv pečat v celi Evropi in po svetu, z stavbami, poslikavami, arhitekturo, glasbo. Tako da mi je bilo težko zdržati, ker sem videl toliko vzorov, da mi je bilo veselje lahko. Delal sem rad, hitro in dokončal kakšno stvar, tudi ne formalno dokončano, ker se mi je zdelo, da sem dosegel nek višek umetniški in sem predtem pač obstal kot pri nekem osnutku, pri neki podobi, ki izraža intenzivno tisti izraz. Sam izraz, kot ste videli, so tukaj tudi nedokončane stvari vmes, ampak so v resnici dokončane, ker karkoli bi dodajal, kakšne obleke, embleme in medalje, bi človek zgubil posluh za človeka. Obraz, torej aluminij, jeklo in beton nima obraza. Dajmo ostati zvesti obrazom drugega in se potruditi, da bomo komu blizu, da bomo tovariši in da bomo odkriti, da bomo več zahtevali za svojo vero od sebe, da ne bo to samo navada, ampak da bo poklek in prava vednost, da kot je Jezus rekel, karkoli boste prosili mojega očeta, vam bo dal. Če je molitev resnična, se to tudi dogaja. To je vse, kar se bo povedal. Najlepša hvala, gospod Zupet. Potem bo še priložnost za pogovor, da se še podrobneje dotakneva vaše ustvarjalne poti. Zdaj pa bi prosil vašega dolgoletnega prijatelja, gospoda Botnika, založnika, pri katerem ni šlo več vaša let, da morda nam nameni kakšno besedo o svojem doživljanju vašega opusa. Torej, Krištof je moj prijatelj že več kot 40 let. Skupaj smo doživela tudi eno epizodo ali dve na Studencu. Pa smo ostala prijatelja in takrat, ko smo se spoznala, je delal tudi akvarele. In jaz sem tam izbral za svojo sestro od žene, takrat že
eno sliko hruške. Takrat je delal zelo lepe krajinske podobe in domačo hruško iz Horjula, odkud je doma eno sliko, pa še eno zraven. No, z veseljem jo je dal in to je bil začetek najnega znanstva in prijateljstva. Skupaj smo marsikaj doživela in ko je bilo treba v njegovi literaturi, je začel pisati dnevnik in kako bi to prišlo še komu v roke. No, potem smo 4 strpnosti izdali, pa na koncu, no, ne na koncu, leta 2000 je pa išla monografija njegova. Sej ne vem tukaj, kaj izvodov ni, ampak tamle je križev pot, ja, to je nevarna zjedrenost, v kateri je gospod Kobe, ki ga tudi poznamo, si sestavil in pa tudi uredil njegove pomembne portrete. Od teh mislim, da tukaj zdaj ni nobenega nota. Samo od gospoda Mraka, katerega sopotnik je bil Krištof od mladih nog. In njegov učenec in še vedno je njegov zagovornik. Gospod Ivan Mrak je v svojih delih, dramah in tragedijah tako natanko popisal ravno to obdobje, za katerega se danes Slovenija razdeljuje, da bi bilo treba na marsikakšnem odru to prikazati, pa bi bilo teh podstikanj in opravljanj in ne vem česa še mnogo ven. Krištof je pa po svojem bratu rasel in tudi sam doživel toliko spodbud, da je po nekako sledeh gospoda Mraka, katerega literaturo še zmeraj ceni in prebira, kot tudi nekateri drugi, napravil velik doprinos temu. In tudi kot svojega učitelja ga še vedno zelo ceni in spoštuje. Ravno tako ima še 2 ali 3 vzore, že sam je prej omenil, eden od njih je bil Vincent van Gogh, kateremu je dolga leta sledil, vendar se čuti, da ga ni dosegel. No, bo pomočil razgovoru, ki sam povedal. Jaz sem z veseljem njegove knjige dajal v javnosti, ampak interes je sorazmerno majhen bil. Toliko jaz povedal. No, pa vendar ne, gospod Kotnik, tam ste prinesli križev pot z gradišča. Ki ga je v gradišču pripavi na sliko vsako kapelo eno, je, kar izvolite vzeti, to je zavzeti. Je na nek sodoben način pokazal tisti čas in pojave, postave in dogajanje je naredil na zavidljivo dober način. Žal pa mnoge od njih že razpadajo, ker je bila slaba podlaga, zato smo tole z veseljem izdali kot zadnjo. Enkrat je pa že šlo manjši vpliv. To je lahko vzame, kdo je rad imel. Dobro. Zdaj povabljeni, da se nekaj minut še zadržite tukaj, v okrogli kapelji ob razstavi. Potem pa se bomo počasi premaknili v dvorano, kjer bo sledil pogovor s gospodom Zupetom. Kot rečeno, vabljeni, da si vzamete tole monografijo oziroma knjigo s freskami križevega pota. Hvala. Nekaj posebno, da niso taki resnično.